Pozdravljeni, moje ime je Natalija Spark in sem magistrica psihosocialne pomoči. Danes bom čas na mojem YouTube kanalu namenila naslednji temi in to je depresija. Pozdravljeni vsi! Danes bom predstavila depresijo. Depresija je zelo pogosto čustvena motnja, ki se kaže na različne načine, vselej pa prizadene človeka kot celoto. S tem mislim na njegovo razpoloženje, počutje, mišljenje in vedenje. Ampak zelo slaba volja ali bežno, žalostno razpoloženje še ne pomeni depresijo. Kaj depresija je? Kako pride do nje? In ali jo sploh lahko ustavimo? To bomo pogledali danes. Ko govorimo o depresiji, govorimo o bolezni, pri kateri se posameznik ne more odločiti in odpraviti slabo počutje. Ko govorimo o depresiji, govorimo o motnji v delovanju možganov, ki spremeni naša čustva, naše misli, naše telo. Pravzaprav prizadene celega človeka in pomembno vpliva na njegovo funkcioniranje v krogu družine in izven nje, se pravi na delovnem mestu, v šoli, kjerkoli izven družine. Ko smo depresivni, govorimo samemu sebi slabe stvari. Cel dan, vsak dan in v kombinaciji s slabimi mislimi, kako smo nesposobni, kako nam ni pomoči, kako nas nihče ne mara, kako ni prihodnosti. S tem so naši možgani zaposleni 24 ur na dan, vsak dan, cel teden, stalno in skozi. In tako sami sebi zaposlujemo naše možgane z negativnimi mislimi in tudi kako nas nekdo vpraša, kako smo, bruhnemo ven same negativne stvari. Same stvari negativne o nas samih, o svetu in o prihodnosti. Nič nas ne veseli. Če smo bili prej družabna oseba, se zdaj umikamo v osamo. Če smo bili prej fizično aktivni, zdaj samo preživljamo dni neaktivno, v postelji, ležimo, brez ciljnosti. Začnemo opuščati skrbi zase, začnemo opuščati skrbi pri osebni higieni, pri oblačenju. Ponoči bodisi ne spimo ali pa pretirano spimo. Morda imamo zgodnje jutranje zbujanje. Če smo prej radi hodili v kino ali gledališče, se nam zdaj praktično nič ne da. Vse se nam zdi brez veze. Če smo bili prej gurmani, zdaj hrana nima nobenega pomena v našem življenju. Nima niti okusa. Praktični smo nezmožni delati kadarkoli in karkoli. Depresija nam vzame vse tisto, kar smo nekoč radi imeli, kar smo nekoč z veseljem opravljali. Naše nove, lahko rečem prijateljice, pa so frustracija, razdražljivost in jeza. Da potrdimo depresijo, morajo biti prisotni določeni simptomi, ki morajo trajati vsaj 2 tedna, vsak dan, z občutki nevrednosti in zmanjšanim zanimanjem za veselje, spremenjenim vedenjem in negativnimi mislimi. Ali se lahko zdravimo depresije? In kako se lahko pravzaprav zdravimo depresije? Poznamo 2 pristopa zdravljenja depresije. Možno je najprej, da se odločimo za medikamentozno zdravljenje, se pravi, da se odločimo zdravljenje za antidepresivi. In druga možnost je s kognitivnimi vedenjskimi aktivnostmi. Moram reči, da zdravljenje z antidepresivi je pot lažja, hitrejša in predvsem manj samoaktivna. Z jemanjem antidepresivov pomeni samo to, da mora biti ta terapija redna, dovolj dolga, da postanejo določeni deli možganov ponovno bolj dejavni, ki so ob depresiji zaspali. Druga pot, ki sem jo omenila, pa je s kognitivnimi vedenjskimi aktivnostmi, to pa vam bom jaz danes predstavila. Kot najprej, ne dovolite, da vas negativne misli imajo v oblasti. To so te misli, kako grozna oseba sem, kako grozen je svet, da zame ni prihodnosti. Vse to je bedno in brez veze. Proti temi mislimi se je potrebno bojevati vsak dan znova in znova. Zavedam se, da je to zelo težko in zavedam se, da je to za vsakega posameznika izredno naporno. Vendar
boste zmogli. Vsako mislijo posebej, počasi in zavestno se je treba boriti proti njej. Potrebno je na glas izgovoriti si te besede, te negativne misli, ali pa jih zapisati, naprimer izguba sem, ali pa nisem vreden, ni mi pomoči. Morda lahko naredite sami s sabo eno malo raziskavo. Ko zapišete negativno misel, zraven napišite, kaj vam povzroča ta negativna misel. Kaj naredite ob tem, ob katerem dogodku se pojavljajo te negativne misli? Kaj vam preplavi te negativne misli? In zavedajte se, da niste sami krivi za to, da imate te negativne misli, da gre to za okvaro možganov, pravzaprav za njihovo motno delovanje. Ne obtožujte se in dovolite si, da se razumete, da te misli, ki se vam prekradejo, enostavno jih spustite mimo. Jo ne zagrabite in jo ne tenstajte. Če se pa resnično izgubljate v vrtincu negativnih misli, da vas vleče dol, da vam nobena aktivnost, ki jo delate doma, ne pomaga, pomeni, da ste najverjetneje v globoki depresiji. Takrat pa si le poiščite pomoč psihiatra, saj v okviru psihosocialne pomoči ne predpisujemo zdravil. In ko se boste nehali utapljati v teh negativnih mislih, ko boste nehali padati v vrtincu navzdol, ko vas ne bo nič več vleklo, ko se bo telo toliko pomirilo, da boste lahko delali majhne korake in pa spremembe v svojem življenju, ponovno pridite k nam in bomo začeli z koraki na poti premagovanja depresije po kognitivnem vedenskem pristopu. Povejte ljudem, ki jim zaupate, da imate depresijo. Bodite obkroženi s tistimi ljudmi, ki jim zaupate, ki so radi z vami, ki so pozitivne narave, ki vam stojijo ob strani. In vsak dan s spodbujanjem spodbujajte sebe in druge, da vam pomagajo. Ker le z majhnimi koraki, ki jih boste naredili vsak dan v življenju, boste lahko dobili to bitko proti depresiji. Še to, zelo pomembno je, da delate zelo majhne korake, ne si zadati velikih ciljev. Ker v bistvu ta pot, ki jo delate pri zdravljenju depresije, je težka. In če bojo cilji oddaljeni in težki, uspeh ne bo viden. Zato pri majhnih korakih pa mali uspeh, ki ga boste naredili, boste v sebi čutili zmago in bo pot pri premagovanju depresije lažje. Za začetek lahko naredite samo to, da greste na sprehod do balkona. To je mali korak. Morda samo iz stanovanja, da odnesete smeti. Ali pa da pojeste 3 obroke na dan. Ker če se spomnite, sem vam rekla, da hrana je brezpredmetna pri človeku, ki ima depresijo. Ne zahtevajte ničesar velikega, ne porabljajte veliko energije, zaradi tega, ker v obdobju depresije pravzaprav energije nimamo. Zato je vsak tak mali korak, ki ga boste naredili, izrednega pomena. Seveda pa je najtežje izvajati dejavnosti v samem obdobju depresije. In zato je namen depresije prav v tem, oziroma zdravljenje depresije, da delate te majhne korake dan za dnem in uspeh bo viden. Predlagam tudi to, da če se tako slabo počutite ta dan, ali pa dan, ki vstanete, pa čeprav se sliši še tako noro, dajte se stuširati. Morda bo to eno od najtežjih opravil, ki ga boste naredili, ampak pojdite po tuš. Voda ima to magično moč, da izpere vse te slabe stvari in misli iz nas stran. Počutili se boste mnogo bolje, verjemite mi. Če pa se vam zgodi, da imate samomorilne misli, pa takoj poiščite strokovno pomoč. Pogovarjajte se, pokličite koga. Lahko pokličete pravzaprav moč, tudi na spodnjih napisanih naslovih. Ne odlašajte s tem. Pogovarjajte se in povejte vaše črne misli. Lahko pa se obrnete tudi name in skupaj bomo poiskali to moč, ki jo potrebujete. Do naslednjega videa pa vam želim čim več moči v vašem vsakdanu.